Lep dober dan. Povabljen sem bil v vašo družbo, imate pa srečo, da ni prišla z menoj še moja huda žena. Ona toliko pije v dvorišču, da je še sosed pesa prodal, vse ni prišel do besede. Sem prišel zadnjič malo na Kajlan domov, me useka za bučo, je rekla, šel špiv. Jaz sem bil kaj tih. Me speče še enkrat, a še boš pil. Pa sem pa rekel, no tej pa nali. Pa so pa rekli kolegi, to tak ne gre. Ti moraš malo po mizi užgat, pa malo se razjezit, pa ni posoda pometa, pa ni socote speglane, pa tako. Pa pridemo čez na 14 dni v kop, pravijo, kak je uspelo. Sem rekel, super! Na tetle zub sem pa tako dal ven. Pa se je še pa jeden migov, šel pa zobozdravniku. Me posadi na stav, pa pravi, kao upijete, se še zoba doteknil nisem. Se rekel, po me pa dal z noge stopite. Poj mi pa zdere tisti zob, pa mi zaračuna tako za 3. Sem pa malo pojamral, da je drago. Pravi, ka moram, ste tako rolili, da sta 2 pacijenta ušla. Poj pa tisti zob, pa jezo, grem sploh na to prvo v štarijo, si naročam pijačo, pa gledam tako po ljudeh, pa vidim tamga starega znanca, ga pa vprašam, ko pa ti to delaš? Pravi, spomine obujam. Po me pa zanimalo, če je že prišel do taj, ko sem odnor posudil. Poj pa gratam ločen, pa gledam jedilni list, pa piše turški golež. Pa si tizga naročam, pojem, plačam, pa vprašam kelnerja, zakaj se pa reče turški golež. Je rekel, zato, ko je bilo peso sultani mir. Pa še gledam po ljudeh, se tam 2 pijančka pogovarjata, pravi eden. Je rekel, če prej umrem kot ti, a bo zlil vsako leto za moj rojstni dan na grob liter šnopsa. Je rekel, on veš, da bo. Je rekel, se nov zamiril, če ga prej moje jitre predelajo. Poj pa prdrvi na teren moški, pravi, pijačo plačam za vse, moja žena rodila 2. Pa vse zanimalo, a sta enojajčna, a sta dvojajčna. Je pa on po svoje razložil, je rekel, jeden je 2jajčen, drugo je pa dekle. Poj pa počasi domov, pa tam, veš, da greš, če malo piješ, greš cat, pa jaz v WC, se postavim k pisoarju, pa še en starejši mal na Kajlan pride tja, pa iše noter pošlico, pa še kar iše, pa ne najde, je pa mene prosil, je rekel, da mi ga ti vam potegn. Pa jaz tudi išem, pa tudi ne najdem, smo dal pa kaj svojega v roke. Koban cajt ščima, pa pravi on, veš ti, če ne bi zam ga držal, misli, da vhloče šči. Ko pa ven, pa tam na
križišču policaj. Postavijo enega mladega šoferja, pravi, aha, Smrko, od tebe pa poznamo. Ti si tato leto že 3 pešce podaril. Pa on tak skrušeno vpraša je rekel, ja, koliko je pravzaprav dovoljeno? Ko se je pripeljal starejši moški, je rekel policaja, vi veste, da je dovoljeno 50, vi ste se pa 80 pripeljal. Kazen. Je rekel, vse vem, pa se kaj sam bi pa rad, da napišete, da sem se pripeljal 120. Je rekel, policaj, zakaj pa tu? Je rekel, avto bi rad prodal. Ko se pa pripeljala ena ženska, so rekli, aha, tudi prehiter. 100 evrov kazni, če plačate kar, je pa 50. Je rekla ženska, še 10 evrov vam na dom. Je rekel policaj, devte pa še glihali. Je rekla, zdaj ste vi začeli. Ko pa spet počasi domov, pa spet moja huda žena. Pravi, in takle se mi upaš pogledati v obraz. Jaz rekel, z leti se človek vsega hudega navadi. Pa šla pa v lepotilni salon, pa me čez en keden kozmetičarko vpraša, kak je, a je kaj pomagalo tato lepotilno blato vaši ženi? Si rekel, veš, da je, za 3 dni. Je rekel, kova, pol? Jaz rekel, bo se pa umila. Ko sem pa takle študiral, v življenju sem zaluftal ves denar. Nekaj za pijačo, nekaj za babe, ta drugo pa po butasti. Kde sem tu, pa me že ni več.